lepo pozdravljeni. Jaz sem Janja Kramer, strokovnjakinja na področju gibalnega razvoja dojenčkov in otrok in soustanoviteljica podjetja Podesana. Danes bom govorila o temi, ki je trenutno zelo aktualna, kako z dojenčkom na pot oziroma na kaj morate biti ob tem pozorni, koliko obleči dojenčka v teh poletnih mesecih, ali je potrebno dojenčku dodajati vodo, kako zaščititi dojenčka pred soncem. Govorila bom malo tudi o plavalnih pripomočkih in navajanju na vodo in kako prilagajati dojenčka temperaturnim spremembam. Naj vas že na začetku nagovorim, kolikor imate kakršnokoli vprašanje, da ga napišete pod komentar in bom na koncu poskušala odgovoriti. Ko boste odhajali z dojenčkom na pot, torej dojenčka vozite najprej v lupinici. Lupinica je najbolj varen pripomoček za vožnjo dojenčka v avtu in naj poudarim, da lupinica ni primerna za sprehajanje z dojenčkom v njej, torej res samo za v avtu. Same lupinice so različne, različni proizvajalci, zato je treba posamezno lupinico prilagoditi vašemu dojenčku, velikosti dojenčka, ga ustrezno podpreti v njej. Zato vam predlagam, da uporabljate tetrapleničke, da naredite najprej vsaj svitek 2 tetrapleničk, zvijete eno v drugo, ta svitek naj bo širok toliko, kot je široka vaša lupinica in z tem svitkom podložite dojenčka stegna, da ohranite oziroma da zagotovite dojenčku 90-stopinjski kot med hrbtom in med stegnom. Vkolikor je lupinica zelo široka in se dojenček ob njej zvija levo ali desno, vam priporočam, da z svitkom ene tetrapleničke naredite svitek ob strani in ga obložite ob telesu z ene in z druge strani. Zelo pomembno je, da ko odhajate na pot z dojenčkom, da je v lupinici lahko največ uro pa pol. Ne glede na to, ali vaš dojenček spi ali ne, ga je potrebno po uri pa pol vzeti ven iz lupinice, ga odložiti vsaj za 15 minut na ravno podlago, zato da se dobro prediha, namreč zaradi samega položaja v lupinici lahko pride do slabše predihanosti, sploh če dojenčku pogosto zapada glavica preveč naprej ali v stran. Torej, ne glede na to, ali spi ali ne, vam zelo priporočam, da po uri pa pol ustavite, odložite dojenčka na ravno podlago, lahko je to vaš stol, vaš sedež in za 15 minut, da se dojenček malo premiga in prediha in nadaljujete vožnjo. Koliko pa dojenčka obleči, kadar greste z lupinico na pot? Že sama lupinica zelo obda dojenčka, zato imejte v mislih, da v teh vročih dneh, da mu je v lupinici vroče. Zato ga res raje oblečite manj, samo eno plast, naj ima stopalca prosta, naj ima glavo prosto, namreč pregrevanje dojenčka je lahko zelo nevarno za možgane. Mi odrasli pač odreagiramo s tem, da se, umaknemo na hladno, da, popijemo vodo, da skratka se prilagodimo, dojenček se pa ne more in vedno se bo vaš dojenček odzval, da mu je vroče z jokom. Jok pa še dodatno povzroča pregrevanje. Vedno regulirajte oziroma kontrolirajte, ali je dojenčku vroče ali ne, tako da ga potipate v predelu trupa spredaj ali zadaj. Raje, kot sem rekla, ga manj oblečite, pa ga pokrite, ker vi lahko med vožnjo potem odejo oziroma tetrapleničko omaknete, ne morete ga med samo vožnjo preoblačiti. Če se bo prepotil, ga morate nujno preobleči. Namreč to je zelo lahko nevarno spet, če je dojenček prepoten, vi imate v avtu klimo, kakorkoli avto ustavite, prepih in tako naprej, vse to lahko slabo vpliva na njega in se lahko prehladi. Kadar pa vozite dojenčka v košari, torej ko pridete na cilj, ko greste na sprehod, vam zelo odsvetujem, da košaro prekrivate, zgornji del košare s tetrapleničko. Že sama košara v bistvu dojenčku zagotavlja zelo slab pretok zraka, dojenček je noter kot v neki komori, zato res ne prekrivati še baldahinčka s tetrapleničko. Če sonce sveti in sije na njega, raje uporabite senčnik oziroma pač prilagodite, da ne bi bil neposreden sonce na njega. Kadar pa želite baldahinček zaščititi pred mrčesom,
pa lahko uporabite komarnik, zelo praktična zadeva, ker je zelo zračen in ga s tem zaščitite pred mrčesom. Ko boste odhajali na pot, avto prej ohladite na ustrezno temperaturo, ne pretiravati z zelo nizkimi temperaturami oziroma s temperaturnimi razlikami, avto primerno ohladite, potem pa se odpravite na pot. Termoregulacija se pri dojenčku še razvija, zato je v bistvu res taka dobra popotnica za celo življenje, kako se bo tudi dojenček prilagajal temperaturnim spremembam. Torej, če je vroče, naj bo oblečen manj, kadar je hladno, ga oblečete več, oziroma ga opazujte in mu prilagajate odejo oziroma oblačila. Zelo pogosto vprašanje naših mamic je, ali dodajo dojenčku vodo v teh vročih mesecih. Ali je dojenček žejen, se sprašuje. Pogosto pa potem same sebi odgovorijo, a ni tako, da če je dojenček dojen, da ne potrebuje dodajanja vode. Nacionalni inštitut za javno zdravje in Svetovna organizacija svetujejo, da zdrav dojen novorojenček ne potrebuje dodajanja vode ali glukozne raztopine. Drugače je, če so kakšne zdravstvene težave oziroma so nasveti zdravstvenih strokovnjaki drugačni. Torej, izključno dojenček do 6. meseca ne potrebuje dodatne tekočine. Ponudite mu samo takrat, ko boste imeli občutek, da zdaj, tekom dneva bilo premalo podojev, ali res takrat, ko je izredno vroče. Torej, poskusite mu ponuditi vodo po žlički do 6. meseca. Od 6. meseca dalje pa lahko dojenčku ponudite vodo iz kozarčka. Dojenčki znajo piti iz kozarčka. To naredite tako, da dojenčka vzamete v naročje, mu zagotovite ustrezen položaj, torej sedi na vašem stegnu, stopala ima na vašem stolu, ga primete preko telesa in mu ponudite vodo in znajo po požirkih počasi, ne prehitro zlivati, znajo piti. Torej, tisti dojenčki, ki so dojeni, mu ne ponujete vode po steklenički. Ko bo pa sam pil, lahko pa date potem tak nastavek gor, zato da se ne polije, da bo se kozarček prijel in sam pil. Kako veste, ali je vaš dojenček premalo popil oziroma da je žejen? To najpogosteje vidite tako, da če ima odrto mečavo na zgornjem delu glave, ali če ima živo rdeče usnice, ali če kožo na trebuščku stisnete in pri popku ostane nabrana. Ko boste na morju oziroma tudi doma, torej, ali je treba dojenčka zaščititi pred soncem, tudi to je zelo pogosto vprašanje v tem času. Najboljša zaščita pred soncem je, da se izogibate izpostavljanju sonca med 10. in 17. uro, torej poskušajte odhajati od doma do 10. ure dopoldne in po 17. uri. Dojenčku zaščitite glavo s pokrivali in z oblačili, ki naj bodo ohlapna in z dolgimi rokavčki. Bodije vam odsvetujem, ker so preveč oprijeti in slabo zračni, kljub temu, da so iz ustreznih materialov. V predosani staršem svetujemo, da pred 6. mesecem ne nanašajo kreme na kožo, kasneje pa treba uporabljati za mazanje dojenčka ali otroka takšno kremo, ki blokira UV in UVB žarke, UVA žarke in UVB žarke. Vkolikor vas iz tega področja kaj več zanima, tudi napišite v komentar vprašanja, ker strokovnjakinja, dermatologinja v sodelovanju z DM-om vam bo z veseljem odgovorila na ta vprašanja. Pazite, oziroma upoštevajte, da lahko otroka in tudi vas sonce opeče tudi takrat, kadar je odboj sončnih žarkov, naprimer od peska, od vode in tudi v senci. To ne pomeni, da če ste pod naravno senco, ampak pogosto vas lahko peče takrat, kadar se uporabljajo slabši senčniki. Tudi to se je namreč že zgodilo in mogoče na mestu, da vas na to tudi upozorim. Potem pa, ko boste na morju, si gremo na morje zato, da plavamo in tudi dojenček, dobro je, da se dojenček počasi navaja na vodo. Voda naj bo nekaj
najboljšega, nekaj vsakdanjega, torej zelo vam priporočam, da ne razmišljate takoj, v kater pripomoček bi dojenčka dali, v kater pripomoček bi uporabili, ampak najprej navadite dojenčka na vodo. To naredite tako res postopoma, počasi, navajate, da ga ne silite k kopanju, da ga ne date kar direktno v vodo s pripomočkom vred, da v bistvu da zanj ni to preveč stresno, ampak da se v bistvu usedete ob rob morja, na plažo, čofatate z njim v vodi, da ga nežno polivate po nogicah na začetku, kasneje po celem telesu, kasneje še lahko tudi malo poškropite, torej pokažite mu, da je voda res nekaj lepega. Ko bo pokazal več zanimanja, pa lahko z njim tudi malo zibate po vodi, naprimer, da ga primete z eno roko pod obedvi roki, z drugo roko za medeničko in najprej samo z nogicam po vodi, potem pa s celim telesom, previdno, ker ga držite s trebuščkom proti vodi, da ne bi prišla voda, obraz v stik z vodo. Kot prilagajate to navajanje na vodo na njegov interes, če boste videli, da uživa, lahko to zibanje po vodi nadgradite s tem, da sta mogoče oba dva starša v vodi in si ga podajata iz roke v roke. Naj bo igrivo, naj bo veselo. Lahko ga kasneje tudi poškropita, da bi da vodo začuti preko obraza in še čisto na koncu lahko tudi naredite tako, da ga potopite v morje oziroma v bazen in iz vode ven na nežen način, da v bistvu začuti, da tudi to ni noben bav. Šele ko bo dojenček sprejel oziroma otrok sprejel vodo, da je to nekaj lepega, takrat začnite razmišljati o uporabi pripomočkov. Pripomočkov je kar nekaj na trgu. Z vidika gibalnega razvoja za uporabo pripomočkov se mora zgoditi razvoj. Torej mora imeti dojenček tako dobro telesno shemo, da lahko ob samem pripomočku se poravna, se odrine, se odzove. Zaradi samega položaja, torej ko je dojenček zrel, oziroma raje bom govorila o otroku, torej po dopolnjenem 1 letu, bi vam svetovala, da uporabljate črv, to je z vidika gibalnega razvoja najbolj ustrezen pripomoček, ker dojenčku oziroma otroku zagotavlja ustrezen položaj za kasnejše samostojno plavanje. Ker pa je na trgu še naprimer Fredov obroč, obroči takšni drugačni, rokavčki, plavut in tako naprej, bi vam svetovala naslednje, da v bistvu, če začnemo s Fredom obročom, da Fredov obroč je posebej pri dojenčkih z nižjim mišičnim tonusom za plavanje ni najbolj primerna izbira, namreč v teh obročkih dojenčki nimajo nobene opore, pod medenico, od katere bi se lahko odrinil oziroma lepo izravnal. In pa problematično je tudi, ker imajo rokice preveč naprej in čez, visijo čez obroč in ob tem je ramenski obroč zategnen. Nazaj sili njegove roke in pa tudi položaj hrbta. To je pa vse drugo, kar pri plavanju iščemo. Pri navadnem obroču spet ni najbolj primeren, saj ne omogoča otroku takšnega položaja telesa, kot ga bo imel kasneje, ko bo plaval. Popolno pokončen položaj ima v obroču in spet zategnjene roke čez obroč. Rokavčki, podobno kot pri obroču, niso najbolj ustrezni zaradi premalo spodbud. Roke imajo zelo omejene, ker imajo dosti narazen, torej omejujejo gibanje rok in pa spet otrok v dosti pokončnem položaju oziroma neustreznem položaju, kakršen ga iščemo kasneje pri usvajanju plavanja. Plavut je tudi zadnje čase zelo aktualna. Plavut bi vam svetovala takrat, ko je otrok tik pred samostojnim plavanjem. Vse do takrat pa otrok pri uporabi plavuti preveč zateguje glavo nazaj. Če položimo nekaj na hrbet, avtomatsko naredimo vse, da bi v bistvu glavo zadržali nad vodo in ta plavut ravno v bistvu kot posledica tega pripomočka na hrbtu je kot posledica, da otrok preveč sili glavo nazaj, ker se boji, da bi mu pristala v vodi. Torej, še enkrat, plavut je primerna za takrat, ko
je otrok tik pred samostojnim plavanjem, ima že občutek za položaj telesa v vodi. Toliko bi bilo z moje strani, mislim, da sem vse povedala. Če boste imeli še kakšno vprašanje, kot sem rekla, mi napište, pa vam bomo odgovorili naknadno v sporočilu. Hvala lepa.